Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Idrija se vsako leto na pragu poletja za nekaj dni spremeni v prestolnico klekljane čipke. Pomembno vlogo pri vsakoletnem festivalu pa ima čipkarska šola, ki jo že vrsto let vodi Metka Fortuna. Pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Dober dan, hvala za povabilo. Ste vodja čipkarske šole ali ravnateljica? Ne, vodja čipkarske šole Idrija, ki je poslovna enota v okviru gimnazije Jurija Vege Idrija. Kako to, da sodite pod gimnazijo? Zato, ker je bila to zelo modra odločitev gospe Drage Urbas Keravica v 70. letih preteklega stoletja, ko so želeli čipkarsko šolo v Idriji ukiniti. In je ona naredila najbrž prav vse, kar je bilo v njeni moči, da se je čipkarska šola takrat priključila srednji šoli, ki je delovala v Idriji in na ta način ohranila. Velike zasluge ji gredo za to. Dragi Urbas Keravica. Tako. Ste majhen kolektiv, na eni strani malo učiteljev, na drugi strani pa zelo veliko učencev. Tako je. 10 nas je v čipkarski šoli zaposlenih. 6 učiteljic, ki poučuje preko 450 otrok in mladih, ki se v svojem prostem času učijo klekljati idrijske čipke. Kdo financira vašo dejavnost? Dejavnost, ki je torej program za otroke in mladino, financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije. Določen delež pokriva občina Idrija, ker pač izvajamo različne naloge s koordinacije področja čipkarstva v občini Idrija. Ter pa velik del pa mora šola zaslužiti tudi sama skozi tržne programe. 400 otrok, sva rekla, to območje, od koder prihajajo, pa je širše, to ni samo Idrija in spodnja Idrija. Tako, to je Idrija, spodnja Idrija, oziroma oddelki programa za otroke in mladino delujejo v Idriji, spodnji Idriji, v Cerknem, v Ledinah, v Godoviču, v Črnem Vrhu, Podkraju, na Colu in v Vipavi. Da bi se širili na škofjeloško stran, na tolminsko stran? Ne, širitev niti ni mogoča, zato ker imamo na osnovi pogodbe z ministrstvom omejeno število delovnih mest. Zanimivo je to, da se zelo veliko odraslih ljudi zanima za klekljanje. Je to problem, bi rekel, prehajanja v tretje življenjsko obdobje ali tako zanimanje kot tako? Zdaj, zakaj jih zanima učenje klekljanja, bi najbrž znali najbolje odgovoriti udeleženci sami. Moram pa povedati, da smo pred 15 leti, bom rekla tako rekoč, zaključili številne tečaje klekljanja, ki so se predtem po Sloveniji v različnih krajih izvajali, in začeli z programom čipkarske šole za odrasle v Idriji. In ta program je bil med odraslimi zelo dobro sprejet. In moram povedati, da prihajajo enkrat tedensko v Idrijo iz celotne Slovenije se učiti klekljati. 200 slušateljev na leto, drži? Ja, okrog 200 udeležencev v programih za izobraževanje odraslih. To so različni programi, poleg čipkarske šole za odrasle, tudi različne priložnostne delavnice. In 200 je letošnja številka, ki je malo višja od povprečja. Zdi se mi, da vam manjka ta povezava med učenci in odraslimi. Otroci končajo šolanje, ko se odločijo, potem pa je nek premor in potem v zrelih letih se nekateri odločijo spet. Drži? Ja, ta luknja generacijska, nekako bom rekla, je kar velika. Razlogov za to je morda več. Kot smo jih sami identificirali, je eden od razlogov pač način življenja. Mladi, ki odidejo v srednje šole, nimajo več toliko možnosti za ohranitev stika s čipkarsko šolo. Nekateri pač še vztrajajo in to so res vrhunske mojstrice klekljanja idrijske čipke. Po drugi strani pa v Sloveniji nimamo v izobraževalni vertikali, ne le za področje klekljanja, temveč tudi za druge rokodelske panoge, nimamo srednješolskih, bom rekla, programov, pač ni izobraževalne vertikale na področju rokodelstva, kar je velik primanjkljaj. Nekaj let je bil v Idriji srednješolski program, pa je zamrl. Poklicni program je bil čipkarstvo, ja, pa je zamrl. Ni možnosti, da bi se obnovil? Jaz mislim, da ne, zato ker je bil tudi orientiran na tekstilno področje. Program je bil strokovno zelo dobro zasnovan, vemo pa, kaj vse se je s tekstilno industrijo v Sloveniji dogajalo, ki je v bistvu pravzaprav ni več.
Že prej sva rekla, da je festival idrijske čipke osrednji dogodek čipkarstva v Sloveniji. Najbrž je idrijski festival najpomembnejši. Takrat se vidi, da je Idrija res središče. Takrat se, ja, lepo ste povedali, takrat se dejansko vidi, da je Idrija središče čipkarstva v Sloveniji. Festival je konec koncev posvečen idrijski čipki. To pomeni, da predstavimo domačo produkcijo, kljub temu, da seveda povabimo tudi goste iz tujine, kljub temu, da bomo bienalno poskušali še naprej ohranjati mednarodni natečaj, pa vendarle predstavljena je domača produkcija idrijskih klekljaric, kar je v bistvu zelo pomembno, da lahko, in ponosni smo lahko na to, da lahko vsako leto toliko novega predstavimo. Naprimer, v čipkarski šoli včasih slišimo, da ni nič novega. Pa je, zelo veliko novega je, ker vsako leto predstavimo izdelke nove generacije. In to je tisto, kar ohranja, v bistvu je to pogon, to ohranjanje tradicije je pogon, na katerem se čipkarstvo v Idriji razvija. Seveda ob sinergijskih učinkih vseh ostalih dejavnosti, ki na področju čipkarstva v Idriji potekajo. Povejva še to, kaj pravzaprav vaši učitelji, vaše učiteljice, kaj počnejo v zvezi s festivalom? Učiteljice ali vsi zaposleni? Vsi zaposleni. Ja, kaj naj povem. Zadnje 2 meseca učiteljice sicer učijo, ampak ves preostali čas pa namenijo festivalu, zaposleni ostali pa tudi delamo zadnje 2 meseca pred festivalom, samo na festivalu. Potrebno je organizirati, naprimer, državno tekmovanje znanja klekljanja za otroke. V marcu so potekala predizborna šolska tekmovanja, ki se jih je udeležilo preko 200 naših otrok. In vse to speljati, zagotoviti vse pripomočke, terja ogromno, na 100 ur dela. Namreč morate vedeti, da letos je na tekmovanju naprimer sodelovalo 188 otrok. In prav vsakemu je bilo potrebno zagotoviti vse pripomočke za klekljanje. In to traja, to zahteva čas, da vse to pripravimo, ker pač želimo vsem zagotoviti čim bolj enake možnosti za tekmovanje. Je pa zanimivo, da prihajajo iz zelo različnih krajev po Sloveniji. Ja, otroci na tekmovanje prihajajo iz vseh 3 slovenskih čipkarskih šol, torej poleg idrijske še iz čipkarske šole Žiri in Železniki. Prihajajo pa tudi iz tistih osnovnih šol, kjer izvajajo izbirne predmete klekljanja ali pa krožke klekljanja. Zdaj, na teh šolah smejo učiti samo izobražene klekljarice, učiteljice ali kako? Pogoje za poučevanje pač določajo zakonodaja in pa ravnatelji, pač, ki šole vodijo. Tukaj nimamo nobene pristojnosti, da bi na to vplivali. Je pa vsekakor zelo zaželjeno, da bi učiteljice klekljanja opravile oziroma si pridobile edino javno veljavno listino, s katerim znanje klekljanja dokazujejo, to je certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije klekljar, klekljarica. Če prav razumem, otroci, ki smo jih videli na Starem trgu, so si mesto izborili pravzaprav na predtekmovanjih. Tako je. Na šolskih predtekmovanjih so morali doseči vsaj 80% možnih točk. In teh je bilo kar veliko, ne? 188. Ja, otrok. Odraslih tekmovalcev pa je iz leta v leto manj, ne? Letos se je trend obrnil. Letos je bilo tekmovalk več kot preteklo leto. Zakaj, ne vemo, smo pa letos uvedli v dogovoru z Društvom klekljaric Idrijske čipke in tudi v soglasju strokovnega odbora festivala Idrijske čipke, da smo za odrasle pripravili zgolj eno tekmovalno nalogo. Pretekla leta sta bili 2, ena lažja, ena težja, zdaj pa smo se odločili samo za eno, težavnost je pa nekje na sredini med primerjavi s preteklimi leti. Izdelki vseh tekmovalk pa so bili najbrž zelo v redu. Ja, zelo kakovostni, ja. Za kakovost skrbi 3-članska komisija, ki prav vsak izdelek seveda podrobno oceni na osnovi vnaprej pripravljenih kriterijev, ki so vsi javno objavljeni, pa tudi ocenjevanje je anonimno. Torej, tudi komisija ne ve pravzaprav, kdo je? Ne ve. Tako je tudi prav? Tako je edino prav. Na področju zakonodaje se obetajo novi zakoni, nove ureditve, in sicer za področje rokodelstva. Čipkarstvo sodi pod rokodelstvo. Tako je.
Čipkarska šola Idrija je članica konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, ki deluje zdaj že slabo desetletje. In v tem času, kaj nam je uspelo? Uspelo nam je opozarjati na te pomanjkljivosti, ki se na področju rokodelstva v naši državi pač dogajajo. Pač rokodelstvo je enostavno povedano strani države bilo predolgo časa zanemarjeno. Grda beseda, ampak ni premočna, zanemarjeno je bilo. In na pobudo konzorcija rokodelskih centrov Slovenije je bila ustanovljena tudi medresorska delovna skupina različnih ministrstev, katerih, področje delovanja posega na področje rokodelstva. To so Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje. Vsi ta področja se v rokodelstvu nekako pač srečujejo. In rezultat dela te medresorske delovne skupine je bila priprava predloga zakona o zaščiti in razvoju rokodelstva, ki gre zdaj h koncu, predvidevamo, da bo letos. Želimo si, da bi bil letos še sprejet. Kaj bo prinesel ta zakon? Prinesel bo pravno formalno ogrodje oziroma osnove, na katerih bo mogoče graditi, okolje, ki bo podpiralo rokodelstvo, na katerih bo mogoče ustanavljati rokodelske centre, objavljati razpise za financiranje aktivnosti z področja rokodelstva, pač nek predpogoj, da se bo rokodelstvo lahko, nek pravno-formalni temelj, da se bo rokodelstvo lahko ohranjalo, prenašalo na nove generacije, prenašalo znanje, rokodelska znanja in pa seveda, da se bo rokodelstvo promoviralo, ker ti brez promocije, brez tega, da bomo potrošnike ozaveščali o kakovosti, o trajnosti rokodelskih izdelkov, da so pomembni za ohranjanje naše identitete, čeprav nam danes družba nudi različne druge produkte, ki nam olajšajo življenje, pa mislim, da je zavedanje o pomenu rokodelstva tudi ena od pomembnih, vzgojnih nalog. Mislim, da se zanimanje spet vrača, povečuje. Imate prav, zanimanje se povečuje, ampak treba je pa tudi povedati, na osnovi česa to zanimanje raste. Na osnovi številnih rokodelskih centrov, ki dejansko usmerjamo vse svoje sile, da bi pač se ohranili. Kar ni enostavna naloga, res ni. V teh zapletenih, tržnih, zahtevnih časih. Tako. Poglejva še malo preko naših meja. Čipka je bila zmeraj tako brezmejna, Ja. prenesenem pomenu besede tudi. Kako se povezujete z drugimi evropskimi centri? Pred časom se je slišalo za Vologdo, v Rusiji pa to je nekako zamrlo. Ja, nekako je to sodelovanje Na čakanju. Na čakanju, ja, tako. Zdaj v Čipkarski šoli že vrsto let izvajamo mednarodne projekte. Pred covidom smo nekako se že rahlo iztrošili pri teh mednarodnih dejavnostih, zato smo jih malce postavili na drugi tir. Potem pa je prišla situacija s covidom, kjer pa so se stiki popolnoma ustavili in kaj kmalu so bile tudi vidne posledice nedelovanja na mednarodnem področju in je bilo treba pač hitro ukrepati. Zato smo ponovno vzpostavili sodelovanje, se prijavljali na razpise Erasmus Plus projektov, pridobili tudi akreditacijo za izvajanje Erasmus Plus projektov in sicer na področju izobraževanja odraslih, ker pač zaradi formalno-pravnih osnov na drugih področjih Čipkarska šola ne more se v Erasmus projekte vključevati. No in zdaj ponovno, že 2 leti izvajamo mednarodna sodelovanja, ki so tudi že vidna. Tudi letos na festivalu Idrijske čipke smo imeli goste iz Novigrad, kamor smo se pač lani in preteklo leto šli predstavljati, kjer smo izvajali sledenje na delovnih mestih, prav tako tudi iz češkega središča Vamberg,
kjer so tudi že na osnovi naših mednarodnih aktivnosti pri njih izrazili interes za sodelovanje, za daljnoročno sodelovanje v različnih projektih. Tako da ja, vpetost čipkarske šole v mednarodne aktivnosti je vidna tudi pri obisku Idrijskega festivala Idrijske čipke. Pa je ta sukanec, s katerim povezujete simbolično ta čipkarska središča, dovolj trden, bo zdržal tudi v prihodnje? Sigurno bo. Sukanec je eno, ampak niti v rokah pa držimo ljudi. Tako, tudi zadnja številka ugledne revije Die Spitze je objavila pomemben članek o Idriji in idrijski čipki. Ta revija izhaja v nemškem jeziku. Die Spitze je revija Nemškega klekljarskega združenja. Članek, ki je bil objavljen, pa je v bistvu bil pripravljen v Idriji. Na Zavodu za turizem so ga pripravili v zvezi z namenom promocije festivala Idrijske čipke. Svetovni kongres OITFA je bil pred leti v Ljubljani in tudi v Idriji. Slišim, da prihaja sedaj v Staro Gorico. Tako je, začetek avgusta se bo svetovni kongres odvijal v Stari Gorici in v Novi Gorici. Bo Idrija kaj zraven? Društvo Klekljarice bo predstavilo in čipkarska šola bo, oziroma Maja Svetlik bo kot predstavnica čipkarske šole izvedla predavanje o učinkih, o učnih izidih eksperimentalne klekljarske skupine, ki v čipkarski šoli Idrija deluje. Festival je za nami, vse poletje pa imate odprto razstavo, tako da lahko obiskovalci, turisti, kdorkoli pogleda rezultate dela vašega poučevanja. Mislim, da ima naslov Poglej, kaj znam. Kje je ta razstava odprta? Vsi obiskovalci si tekom poletja do konca avgusta lahko ogledajo še 2 razstavi čipk, in sicer ena je, kot ste rekli, v čipkarski šoli Idrija. To so pač izdelki otrok in mladih, ki se učijo klekljati, od njihovih prvih korakov v svet idrijske čipke pa do pravih klekljarskih mojstrovin. To so v bistvu izdelki najmlajših nosilcev UNESCO dediščine, torej dediščine, ki je vpisana na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, in resnično je vredno pogledati, kaj znajo. Na ogled je na Prelovčevi 2 v čipkarski šoli Idrija, poleg tega pa je v mestnem muzeju še do konca avgusta na ogled razstava Društva Klekljaric Idrijske čipke Skupaj v krogu. Tudi ta razstava je vredna ogleda. Vsekakor. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole v Idriji, hvala lepa za ta obisk in za ta pogovor. Hvala lepa tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.